Lepo pozdravljeni v prostorih Miheličeve galerije na Ptuju. Proti koncu leta smo v Ptujskem muzeju v prostorih Miheličeve galerije pripravili zanimivo razstavo 3 slovenskih vidnih umetnic. In sicer Anke Krašna, Metke Kavčič in Saše Bezjak. Vsaka za svojo lastno likovno govorico, pa vendar z motivom, ki povezuje vse 3 umetnice. To so odnosi. Anka Krašna je slikarka. V svojem likovnem opusu raziskuje te primarne odnose med ljudmi, v družbi. Kdo je nadrejen, kdo je podrejen, zakaj so moški prevladujoči, zakaj so ženske zmeraj v podrejenem položaju, kdo to odloča. Njene slike so zelo angažirane in govorijo o času, ki ga živimo sedaj. Metka Kavčič, kiparka, v svojem najnovejšem likovnem opusu, ki ga je ustvarila prav za to razstavo, prav tako razpravlja o odnosih. Njene mini figurine, lahko rečemo, so izjemno lepo oblikovane in pripovedujejo o odnosu predvsem moški-ženska. Kako se ona dva razumeta, kako živita skupaj, ali se ljubita, ali se ne ljubita, ali se sovražita. Zakaj je moški zmeraj nad žensko? Vendar opažamo pri njenem likovnem opusu malih figurin ravno nasprotno. Pri njej postane ženska se pojavi v prvem planu. Ne glede na to, kako izgleda, so njene ženske lepe. In moški na nek način plazijo za njo, oziroma ženska prevzema vlogo v vsakdanjem življenju in Metka podaja tudi poanto svoje te kiparske govorice, da je mogoče pa prihodnost v ženskah. In tukaj imamo še tudi slikarko Sašo Bezjak, ki pa se v tem opusu v Miheličevi galeriji izraža prav na poseben način, in sicer z zeninami. Ona najprej ustvari risbo, potem pa izveze to na različne tekstilne predmete oziroma tekstilije vsakdanjega življenja. In tudi ona govori o odnosu, predvsem ljubezenskem odnosu. In kot sta mogoče Anka in Metka zelo angažirani in prodorni, tudi šokantni umetnici, Saša Bezjak s temi svojimi vezeninami na nek način podaja tudi upanje. Kajti iz ljubezni smo nastali, iz odnosa ljubezenskega smo nastali. In to je tudi krog življenja, nekje se konča, nekje se nadaljuje. Čeprav so njene risbe tudi na nek način šokantne, so pravzaprav pogumne. Niso vulgarne, govorijo pa o neki skupni, lepši prihodnosti, ki mogoče izhaja iz ljubezni.